Čez približno mesec dni bodo že v polnem teku predstavitve bolidov za sezono 2020 v svetovnem prvenstvu Formule 1. In seveda, sam menim, da je sedaj pravi trenutek, da naredim en kratek pregled, čemu se je treba pri teh predstavitvah izogniti. Namreč, tudi sam bom seveda posvetil vso možno pozornost novim bolidom, naredil bom kratke predstavitve, analize skozi moj subjektiven pogled, a hotel bi, da navijači in navdušenci vidijo tisto resnico v bolidih Formule 1 in ne tisto, kar nam mnogokrat hočejo prikazati razne ekipe. Namreč, vemo vsi, Formula 1 je zelo konkurenčen svet in mnogokrat hočejo tudi kaj zakriti. Zato bom tu predstavil tiste točke, katerim pri predstavitvah bolidov sam ne bom posvečal pozornosti in ker se nočem ponavljati pri 10 bolidih, bom to povedal le enkrat. Prva točka. Treba je sploh razumeti, ali pri predstavitvi gre za v resnici nov bolid, novo šasijo, ali je le tista lanska z novo barvno shemo. Kar smo videli na primer pri ekipi Williams. Sicer so bolj potiho povedali, da gre le za novo barvno shemo. A verjeli ali ne, mnogi navdušenci so v raznih medijih neto razpravljali, kako napreden je nov Williams, brez da bi se zavedali, na primer, da gre za lansko šasijo. In druga točka, katera je malce vezana na prvo. Treba se je izogibati vsem renderjem oziroma digitalno manipuliranim posnetkom. Namreč, če nekaj ne obstaja v resnici, zakaj je potrebno to nanašati na neke obstoječe posnetke? Ne odraža resnice, hočejo nam prikazati nekaj, kar ni, to se pravi, raje se temu izognimo. In tretja točka, katera je vezana na prvi dve, spet, je pa to, da ne dajemo pozornosti toliko tem posebnim barvnim shemam. V sezoni 2019 oziroma na začetku smo videli to na primer pri Red Bullu, pri Alfa Romeo Racing in mnogi so o tem razpravljali, brez da si bi pravzaprav zavedli, da ta barvna shema je namenjena temu, da nekaj skrije. Vsi so razpravljali o tem, kako lep je bolid, kako hitro zgleda na progi s to novo poslikavo. V bistvu, kaj hoče zakriti, malo kdo se je vprašal. In prav temu je treba posvetiti nekaj pozornosti, kaj zakriva barvna shema, zakaj so uporabili nekaj, če nima smisla. In vemo, da je Formula 1 precej racionalen šport. In seveda, kot četrta točka, se velja obrniti malce na predstavitve. In tu je treba ločiti na tiste predstavitve, ki so narejene na progi, tik preden se zimska testiranja začnejo, in tiste malce bolj glamurozne, ko naredijo celo predstavitev v studiu. In prav pri teh studijskih predstavitvah ne smemo dajati, po mojem osebnem videnju, nobene pozornosti ne prednjim, ne zadnjim profilom. Po večini primerov so to tisti deli, ki so ostali od lanskega bolida in to zato, da konkurenca ne vidi, kaj so pripravili pri raznih ekipah v resnici za zimska testiranja in prve dirke v sezoni. Bilo bi neumno odkrivati karte pred časom in zaradi tega rabijo tiste zastarele dele. A mnogi posvečajo temu ogromno pozornosti. Zakaj le? Če že vnaprej vemo, da to ni tisti pravi del. Seveda na predstavitvi tik pred testiranjem ni tega primera. Tam vidimo tiste aktualne. In spet na teh studijskih prireditvah je treba biti pozoren na določene mere bolida, naprimer na kot rejk, ki ga ima dno nad površino, kjer bomo opazili, da mnogokrat je bolid na zadnjem delu spuščen tako nizko, da sploh ni realen. Poglejmo samo posnetke iz lanskega McLarena, kjer so nalašč zakrili tisti del, tako da so ga spustili dol, da nihče ni mogel videti pod dno bolida, oceniti tega kota in tako so tudi malce bolj zakrili difuzor, zelo pomembni del pri vsakem bolidu. In kot šesta točka je treba vzeti v zakup to, da tisti posnetki, ki nam jih
dobrodušno dajo ekipe, so posneti iz takih kotov, da nam čim bolj otežijo vsakršno analizo. Zakaj? Ne analiziramo samo mi navdušenci, temveč tudi konkurenca. In če dajo slabši posnetek iz napačnega v navednicah kota, jim otežijo malce delo. In 7. točka, kar boste videli lahko pri raznih analizah, na oko ni mogoče oceniti aerodinamičnega učinka določenega bolida. Zato imamo vetrovnike, zato vlagajo take milijonske vsote v te infrastrukturo. In če bi to bilo možno samo na oko, še posebej na skici, bi ta denar prihranili. Mnogi samo s pogledom na fotografiji naredijo celo analizo aerodinamike določenega bolida. A ne me napak razumeti. Možno je primerjati, kaj je bilo na lanskem bolidu s tistim, kar bo na letošnjem oziroma med dvema različnima bolidoma. A to nam še zagotovo ne da odgovora, kak je aerodinamičen učinek določenega dela. To se bo videlo šele na progi in lahko bomo razumeli ali ne. In kar je poglavitno kot 8. točka in kjer je največ težav pri vsaki analizi bolida Formule 1, je tisto, da moramo ločiti med tistim, kar vidimo, kar vemo, in med tistim, kar nam povedo. Moramo ločiti med tistimi, kar menimo, da je, in med tistim, kar vemo, da je. In tu je ponavadi pri analizi največ težav. Seveda, kdo izmed vas ima lahko še kako drugo točko, še kako drugo zahtevo. In seveda, v opombah ima vsak možnost povedati svoje, lahko bom tudi sam spremenil svoj pogled, tako da bodo analize bolidov, ki prihajajo, čim bolj popolne in čim bolj ustrezne tudi vašemu okusu oziroma vašim zahtevam. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.